Dober večer, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Bliža se veseli december in približno takšno je danes tudi vzdušje v državnem zboru. Vladna koalicija je skupaj z opozicijo poskušala uskladiti spisek želja, ki jih bodo konec meseca poslali Božičku in Dedku Mrazu. S to potezo naj bi naša politika dokazala, da je v ključnih trenutkih vendarle sposobna preseči ideološke razlike. A žal se spet ni izšlo. Poglejmo, kje se je zataknilo. Mi imamo samo eno željo, in sicer SDS naj zmaga na volitvah. Samo to naj napišejo, samo to. Preprosto. Ja, pa saj niso resni, to pa res ne gre. Lahko si zaželijo kaj drugega, čokolado, lego, kocke, sanke, karkoli. Tako da črtaj to, pa pej če enkrat do njih, pa jim povej, da tako ne gre, da morajo razumeti. Dej, pokaži mi, kaj imamo mi za enkrat gor na seznamu. Jaz sem bil celo leto priden. A res? Ja. Opozicija nam je črtala malo. To je drugi tir, pa še en Gaudija. Vi ta levi ne morete mi klauzo pisati, ne? Ja prav, pa ne dajo Dedka Mraza, ne? Da ne bo spet kultura krila potne stroške. Daj no, to je investicija, to ne morajo črtati. Ja, dobra ideja, dej piš, kar tu je investicije. Anja, imaš ti še kakšen predlog? Prečrtal sem jim vse. Zdaj pa da vidimo, ne? Drage ministrice in ministri, poslanke in poslanci, skoraj smo že uskladili naše pismo trem dobrim možem, edino SDS še naprej vztraja pri zmagi na naslednjih volitvah, to pa ne bo šlo. Veste, Božiček je iz Finske. Povej našim, naj se ne sekirajo, jaz sem naše želje že poslal naprej. Kam pa? Na Finsk ali v Rusijo? Ne, na Madžarsko. Vse kaže, da bodo stranke še naprej vsaka zase naokrog pošiljale ločena pisma z novoletnimi željami. No, v studiu zdaj pozdravljamo pa naša politična komentatorja Marcel Matej. Je to za državo dobro ali slabo? No, ok, za mene se zdi to zelo slabo, ne? Ker več kaj pisem in želja maže možnost, da nas kateri od teh dveh predačev sploh jemlje resno, ne? Jaz sem prepričan, da smo zakockali zgodovinsko priložnost. Po vseh letih krize in depresije Slovenija zdaj doživlja najhitrejšo gospodarsko rast v celotnem evrskem območju, kar pomeni, da smo bili zelo pridni in to pri Božičku in Dedku Mrazu največ šteje. No, hočeš reči, da smo zelo blizu temu, da nam kateri od dobrih decembrskih mož res izpolni kakšno željo. Ja, ampak je ne bo, ne? Ker bosta oba imela na mizi cel kup bizarnih strankarskih prošenj in želja, s katerimi si nimate kaj pomagati, ne? Iz prvotnega osnutka želja, ki ga imam tukaj pred sabo, se lepo vidi, da vladna stran favorizira tuje investicije, strukturne spremembe, nov make-up za Milojko Kolar, manjši vpliv lobijev, implementacijo meje s Hrvaško, nov vozni park za ministre, dvig minimalne plače, regres za upokojence. No, dobro, pa kaj je narobe s temi željami? Ja, nič ni narobe, ne? Vse to so lepe želje, nikaj, ampak ok, 2 ali 3 so malo zelo se prevlečene, ampak ostalo na nivoju, jaz takoj podpišem, ne? No, pa zakaj jih ne podpiše tudi SDS? Kolikor vem, v SDS načeloma tudi podpirajo te predloge, a pod enim pogojem. In sicer, da se v pismu zapiše tudi velika želja SDS, da zmaga na naslednjih državnozborskih volitvah. No, veš, to dvoje ne gre skupine. Ne moreš mešati hrušk pa jabolk, ne? Ok, da se razumemo, želja SDS, da pride na oblast, je popolnoma legitimna, sam ne v tem kontekstu, ne? No, Marcel, povej mi, zakaj bi ena opozicijska stranka podpirala vladne želje? Samo zato, da bi šlo državi bolje, sama pa potem še 100 let ne bi prišla na oblast. Tu ni računice in po svoje je logično, da SDS gleda malo tudi v prihodnost. Hvala obima za pojasnila. Mi pa poglejmo v predsedniško palačo. Tam je bilo zadnje čase slišati veliko govoric, da naj bi predsednik Pahor napravil nekaj kadrovskih rošat v svojem kabinetu. No, danes popoldne je na presenečenje vseh predstavil novo PR-ovsko okrepitev. Kar naprej, kmalu začnemo. Dobar dan. Pozdravljeni. Reč, da sem Alja. Alja, imaš že pripravljen govor zdaj? Ne, sem pa tle pripravila nekaj idej. Tvojih idej? Ja, mojih. Sem vedel, da se boš izkazala. Hvala. Kar naprej. Bo kar začela, si... Dajva še malo počakati. Bo začela? 15 minut. 15 minut? No, zdaj pa gremo. A boš ti začela? Ali jaz? Dej ti.
Moja želja je bila, da dosežemo volivce in volivke, ki danes še nimajo volilne pravice, jo bodo pa enkrat dobili in tudi vemo, Slovenija je mlada dežela in rabi mlade. Zato sem okoli sebe zbral mlado ekipo in predstavljam vam PR-ovko, mlado Aljo, ki bo skrbela za stik z bodočimi volivci. Da jih bomo preko socialnih omrežij nagovarjali v njihovem jeziku, recimo z njo se bom postavil za to, da se iz osnovnih šol zbrišajo vse teme druge svetovne vojne. Šele generacija, ki bo popolnoma nevedna, bo lahko dosegla resnično spravo. No, skrbela pa bo tudi za zlato ribico, princesko tretja. No, zdaj pa še fotografija, ki jo bo posnel moj osebni fotograf. Prosim lepo. A si lahko mami z vami slika? Je mami tukaj s tabo? Tam zadnji je. Koliko je stara? 44. A ima službo? A. Potem pa ne, daj vam midva narediti, kar morava. Kaj sem je v planu? Tako narediva ene par profilke, Facebook Live in Snap Story. Snap Story! To pa še jaz ne vem, kaj je. Sem postal se. Zunanji minister Karel Erjavec je v Moskvi obiskal svojega ruskega kolega Lavrova. V izjavi za javnost sta zapisala, da je šlo za prijateljsko srečanje, na katerem sta obdelala vsa odprta svetovna vprašanja. Poglejmo. Kar vsece. Hotel sem te prositi, če bi lahko malo zadremal. Sorry, sem čist prazen, včeraj smo ga žurali, da Meni gre jutra. vse v rok službe, rad vas sam izjavo za medije. Itak se ni imel čem pogovarjati, tako da bom jaz zdaj bolj pametno izkoristil te cajt. Ja, no, jaz sem sicer hotel izkoristiti to No. Ja, no. Ja. Hvala. A ja, a že konc termina? Pa vse so se zmenili. V državnem zboru je danes zasedala komisija, ki preiskuje domnevne spolne usluge, ki naj bi jih za pomoč pri iskanju službe ali stanovanja zahteval ljubljanski župan Zoran Janković. Na svoji prvi seji so vrteli tajne telefonske prisluhe. Poglejmo. Poslušali bomo pridobljene telefonske prisluhe, imamo jih kar 17. Posnetek s farmacevtko bo prvi danes. Pripravljeni, zavrtimo kaseto. Ja, kaj pol, v pisarni je prve čez pol ure, ne? Kje pa imate pisarno? Ja, gore bi gestatu drugi štuk. A ne breš jutr do povdne? Ja, jutr se skozi zaseden. Kaj pa petek? Čak, poslušaj pa, da dama, a ti rav služ bolj jaz, ne? A se boš ti prigodila mene, sem jaz mogel prilagati tepte. Kje si pa doma? V Šiški, na Tugomerjevi. Ok, pridem jaz zdaj do tebe. Joj, ne, zdaj nekaj sem špila, malo sem pijana. Ja, ba super, to mene ne motne. Ful je že pozno. Ba, jaz rabim 10 minut. Nekaj me glava boli. Ba, nekaj zdaj s takimi, sem ti rekel, tiska se ti obljubil takrat, sem da... Jaz sem tega posnetka dal, s tem bom šla. Hvala lepa. Isto se jaz počutim, tako da predlagam, da si vzamemo nekaj minut pauze. Lahko gremo dol v menzo, pa si prinesemo gor kakšno buteljko, če bomo res to vse poslušali. Po odmoru so poslanci poslušali še ostalih 16 prisluhov. No, ker našo oddajo gledajo tudi otroci, jih zaradi njihove pohujšljive vsebine ne boste slišali. Pred mestno hišo je zdaj v živo z nami kolegica Latoja. Čau, Slavko! V javnost so prišli tudi nekateri precej eksplicitni posnetki telefonskega seksa. Tako je, eni so kar hudi. Če vprašate mene, so top 3 tisti snažilko, frizerko in prodajalko zelenjave. No, tudi posnetek z inšpektorico ni slab. Ma tisto se je zdel meni čisto običajen pogovor. Dobro. Kako se je na dogajanje v parlamentu odzval Zoran Janković? Povedal je, da je v času županovanja Ljubljančankam in Ljubljančanom napravil toliko uslug, da bi lahko brez problema podaril pol Ljubljane. Več pa v naslednjem intervjuju. Gospod Janković, komisija v parlamentu posluša vaše telefonske prisluhe. Kaj menite o tem? Totalno je spodobno, ne? Zdaj, ko poslušaj, če se ga še podar, ne? Jaz sem... Ja, kako vprašanje. Kada bi veš cajt službo pa ženo, ne? Baje, da so vas večkrat videli s to gospodično. Prcišem. Na posnetkih se sliši, da ste ji obljubljali tudi denar. Bate posnetke? Ne, posnetkov nimamo, čeprav baje so zelo vroči. Kako lahko pa obtožite ene ljudi, ne? Jaz sem tudi na funkciji, da pomagam, jaz sem v funkciji vseh tistih, ki
potrebujejo pomoč zaposliti, sploh ko je skavka mlade, veliko. Vete, jaz imam vprašanje. Ti vsa cifra pošljete, pa če si tede se dobiva za SS tak, pa se zbedva. No, vidim, da so čakalne dobe politiki veliko krajše kot v zdravstvu. Ma res bizarno, a ne? Prej prideš na vrsto pri županu kot na ultrazvok. Latoja, hvala za informacije. Če drži, da v življenju vsakdo potrebuje angela varuha, to še toliko bolj velja za voditelje držav Evropske unije. S to razliko, da oni bolj kot angela potrebujejo angelo. Vse več je predsednikov vlad, ki se k nemški kanclerki zatekajo po ne zgolj politične, temveč tudi po zasebne in poslovne nasvete. Zato se je Merklov prijel vzdevek mama angela. Poglejmo. Vzameš 3 dni star kruh, ga narežeš na kucke in ga namočiš v mleko. Jaz se vedno dodam še malo sladke smetane. A te vse Angela, ki je javila, je klicala? Ja, imam ene izvide, pa šel z njo še enkrat česno. Glede, jaz sem približno istih let kot vaša žena. Mogoče, če se jaz pogovorim z njo, bo vseeno lažje. Angela je poklicala naslednji dan in bil avto popravljen. Dobro, se res da bomo golfa, sam sen. Za flek od rdečega vina sol pa mineral vasa. Se bo zapomnil? Res so dobri. Jaz sem ene tripuje nuke, se spomnim, sem mogel staviti, majke mi ti A ste vedno probali napiškoti od Merklove, noro? Nujno obrnite posteljo smer sever-jug. Boste videli, kako boste boljše spali. Ej, povabimo še Angelu zraven, ona se na pivo spozna. Ker pokliči prej, veš. Preveč sključeno stojiš, veš, ti bom zrihtala en ortopedski stol, pa boš bolj boljši. Tole mu je Angela prinesla, srečnež. Moj dom. Pozdravljen, Zmago. Dobro, če Slavko. Kakšne so tvoje izkušnje z vrhunskimi športniki, ko se upokojijo? Kako se kaj znajdejo v življenju? Ja, kakor kdo. Eni fejs zabluzijo, drugi odprejo kafič, tretji pa strokovno še naprej sodelujejo v športu, ki ga zelo dobro poznajo, ne? No, eden takih primerov je nekdanja olimpijska podprvakinja v plavanju Sara Isakovič. Strokovnjakinja z področja psihologije se je znanstveno lotila nekaterih biofizikalnih procesov, ki se v telesu dogajajo pod vodo. Rezultat je nova metoda pospešenega plavanja. Poglejmo. Najprej mi je bilo nerodno govoriti o takih stvari, dokler nisem ugotovila, kakšen napredek tehniki plavanja v to pomeni za prihodnost. Jaz sem to že sama ugotovila, pa tudi kdo od vas je verjetno že prdno voda je. No, sta dva. Evo, in ko ste to naredili, ste videli mehurčke. In kaj so ti mehurčki? Ti mehurčki so pospešek od odzadaj. Brum, 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 brum. In ti mehurčki so dodatna moč, dodatna energija, ki vas med plavanjem potiska naprej. In če jo pravilno uporabljate, vam lahko zboljša vaš čas za 2 ali pa 5%, kar ni malo. Vam bom narisala, to je vaša rit. In tukaj okoli so vodni tokovi, ki se v trenutku sprožitve plina ustvarjajo okrog vas. In poleg smeri predena je pomembno seveda tudi prepustnost kopalk, ampak s tem vprašanjem se tukaj ne bomo ukvarjali, mi se bomo osredotočili samo na kontrolo ene mišice. Etiopija je najbolj znana po svojih atletih in atletinjah na dolge proge. Trenutno so v njihovi lasti vsi svetovni rekordi na 5 in 10 tisoč metrov. A za temi bleščečimi lovorikami se skriva temna realnost, ki jo diktirajo tradicionalni plemenski rituali. Prvič so o tem spregovorili nekateri najbolj prepoznavni etiopski atleti in atletinje. Vi sploh nočete vedeti, koliko piščancov smo mi morali žrtvovati pred tekmami. To so plemenski vrači zahtevali od nas. Vse je bilo skrbjo pošprican. To je šlo 1000, milijon piščancov na let. Za olimpijske pa še koze. Grozen. A veste, kaj nam je trener naredil? Pripelil leva na stadion, mi smo mislili, da se zabava. On pa je zakričal, kvalifikacija, in ga spustil na prosto. Najprej nismo mogli verjeti. Pol pa sem začela laufati, vse je bilo kam, samo da si hitrejši od ostalih. Od takrat treniram samo zunaj na prostem. Ne počutim se več dober na stadionih, več kolegic ima podobne probleme. Zveza denarja za treninge ne deli pravično. Jaz moram trenirati v gozdu. Jem, kar ujamem sama. Tipi pa imajo fitnese in moderne štadione. Nekateri tekmovalke ne razumejo in se ne zavedajo, kako drag šport je laufanje, koliko je nepredvidenih stroškov in tako naprej. Nikjer ni nikakršnih štadionov in fitnesov za moške tekmovalce. To je laž. Oziroma
pač ni dokazal in to je važno. No, me prav zanima, kdaj se bo pojavil še beli atlet, ki jim bo lahko pariral. Se so bili, Pavo, Nurmi, pa je mi Zatopek, ampak to je bilo pred pol stoletja. Hvala, Zmago, za konec pa poglejmo še na estrado. Pozdravljena, Lorela. Ćao. Nocoj bomo videli nekaj utrinkov s talent šova, ki ga je pripravila stranka SDS. Poleg tega pa bomo v družbi trija Predin, Kreslin in Lovšin. No, sliši se obetavno. Pa poglejmo. Stranka SDS je danes v Polhovem Gradcu iskala talente. Glavna atrakcija prireditve je bila neizprosna žirija v postavi Gorenak, Grims, Mahnič. Poglejmo, kakšni talenti se skrivajo med simpatizerji pomladi. Dame in gospodje, en aplavz za našo komisijo in za prve nastopajoče, to so baletna skupina Slamerji iz Horjula. Pa poglejmo njihov nastop. Zdaj bo konc počast, kot da pripravite se. Pravzaprav kar zanimivo, da se vas je zbrali tukaj v eni skupini tok ljudi, ki ne zna plesati. Mal prej sem zunaj rekel, da bi jaz verjetno plesal boljš. In tako dalje, in tako dalje. Ampak ta nastop, ki ste ga zdaj izvedli fantje skupine Slamerji, ne? Vas mogoče vsem prepelje v naslednjo oddajo, ne? Ste si rekli, mi nič namo spoštovali, mi bomo to naredili po svoje, pa kostumi, pa telesne poslikave, pa mali iz Afrike, pa grška muzika, briga nas. Mi bomo delali tako. In danes se to prikazuje kot moderni ples. Moderni ples? To je brezvezna, navadna, pijana štala. Cel nastop kriminal. Prej sta kolega Grims pa Gorenak dobro povedala glede teh fantov, predvsem Branek je rekel, da bi lahko bilo boljše, ampak jaz bi fantom dal priložnost in ne grejo naprej. Pa so naprej. Ja. Potem, ko je v Hollywoodu padel zid molka in so o spolnem nadlegovanju spregovorile mnoge igralke, smo se vprašali, kako je s tem pri nas. Kako agresivne so oboževalke, so imeli stari rockerji tudi kdaj kakšne neprijetne izkušnje? Poglejmo, kaj so povedali Predin, Kreslin in Lovšin. No, jaz mislim, da kar se seksa tiče, v načelu presegam na tako miselnost, da sam pri sebi se odločiš, a boš kakšno probo prijet zarit v družbi, kjerkoli pač, ne. Seks ima nekaj problemov, seveda, ampak če ljubite za stvar, pol mene ni že nič ostalo, ne. Pa ja, tak je. Meni se je to vrnilo s tem, da je prva oboževalka takoj zanosila na prvi furi in pol še dvakrat. Tak da pol smo bili prijatelji, drugih stikov pa potem dejansko ni bilo več. A to o tem glih ne razmišljam zdaj, ker v bistvu ne, verjetno ne. Ampak ko sem z odrom, pa je žgem, ne, pa nikoli ne veš, ker se dogovoriš, se zmeniš celo vradno okej, ne. Ampak ti pa nisi čisto ziher, če ona punca res da, a veš, ne. Sem imel že par takih primerov. To bi bilo vse, kar se tiče estradnih novičk. Slavko, je res, da je bila to zadnja letošnja oddaja? Tako je zadnja letos. Cenjene gledalke in gledalci, še nikoli vam nisem tako zgodaj voščil, vesel Božič in srečno novo leto. Gledali ste izmišljene novice, lahko noč in pa miren zimski spanec.